V naslednjih trenutkih pa boste na svoj račun prišli tisti, ki vam še vedno ne ustreza, da je avto čisto tih, da ne trese toliko, kot bi lahko, pa čeprav ni počasen. Avtoromantiki in filmoljubci. Gremo v San Francisco, začeli smo oddajo tam in nadaljujemo z Mustangom, ki tja sodi. Pravzaprav z novim Bullitom je postal nekakšen Mustang Land na cestah, kjer se je snemal film, in zopet se vračava na to, kako je avtomobile nekoč se prodajalo tudi skozi filmsko industrijo in verjetno se bo tudi električne na enak način. Govoriva o filmu Bullitt, kjer je Steve McQueen drvel skozi San Francisco in po tistih idiličnih cestah. No, mi tokrat Mustanga nismo šli peljati v San Francisco, ampak naše ceste, morava poudariti, nič kaj dosti ne zaostajajo. Ne, Predmeja, Lokavc, odlične lokacije za Mustang. Mustang ni samo avto. Mustang je zgodba. Zgodba, ki je sploh ne vzameš v roke, da bi izvedel, kakšen bo konec. Je tiste sorte zgodba, za katero bi rad, da se ne bi nikoli končala. Oguljena fraza, da je pot pravzaprav cilj, je tu res zelo na mestu. Mustangova zgodba pa je izredno večplastna. Lahko je napeta kot Nesbojeva kriminalka, če greš do konca, zna biti srhljiva, največkrat pa je popotniška v stilu Thelme in Louise. V mestu je trendovsko modna, tudi zvezdniško rumena je lahko. In čeprav je ta objekt poželenja razmeroma dostopen, je kljub temu željan celo v visoki družbi. Zanimivo, da je všeč celo intelektualcem, pravijo, da v sebi skriva številne sociološke, etnološke, zgodovinske, ekonomske anekdote. Nikaj. Mustang je Dr. Feelgood. Avto, v katerem se nemudoma počutiš dobro, pri tem pa je povsem nepomembno, kaj je tisto, kaj konkretno v danem trenutku spodbuja te pozitivne občutke. A tako vsestranski je Mustang postal še zlasti z letošnjo prenovo. Doslej je bilo namreč precej pomembno, da si se vnaprej odločil, ali želiš podivjanega Bullita, Eleanor, Bondovega Mustanga Mach-1 ali pa prijaznega kabrio zabavneža za vsak dan. Vgradili so mu namreč izbirnik značaja avtomobila, tako imenovani Magne-Ride. Tako je ta kabrio Mustang v vsakdanjem prometu lahko čisto prijazna dinamična križarka s povsem prijazno porabo goriva 7,5 na 100 km. Ko pa voznik vključi program Sport Plus ali pa celo Race Mode, šele takrat Mustang postane polnopraven član Fordove performance druščine modelov. Šele v tem načinu se Mustang v ovinkih lahko kosa s Focusom ali Fiesto ST. Športen značaj je torej v Mustangu zgolj na zahtevo. V različici GT je v meniju možno izpušne decibele celo močno pritajiti, da po noči ne zbudite sosedov. In ko smo ravno pri GT-ju, seveda ga priporočamo. Če hočete tisto pravo ameriško športno mišičasto doživetje, je V8 nuja. A z novo tehniko, med drugim tudi z obveznim 10-stopenjskim menjalnikom, se je dostopnejši Mustang EcoBoost potresal etike pozerja. Lahko vam da več, kot pričakujete, a če ne boste rekli, tega ne boste dobili. To pa je v bistvu pohvalno, kaj ne?